Joj, kako hitro mineva čas. 5 let je že, odkar je Insignia na cestah, pa se zdi, kot da je pripeljala včeraj. Se še spomnite, kako je završalo, ko so jo Nemci prvič predstavili? Pomenila je pravi preporod znamke, ki je bila takrat v globoki krizi. In ta avto je še enkrat dokaz, da oblika prodaja avtomobile. Če množicam ne bo všeč, enostavno ne bo uspešen. Tudi zato je prejela že več kot 40 nagrad samo za oblikovanje. Prodali so jih že več kot 600 000. To je lepa cifra. V prodaji je bil od nje boljši samo Volkswagen Passat. Insignia je imela zanimivo popotnico. Pri znamki so namreč želeli ustvariti premium avtomobil za plebejsko ceno. No, cena je že bila privlačna in blizu množicam. Premium pa pač ne. In ravno to se spreminja z novim modelom. V bistvu imam občutek, kot da so poslušali ravno moje pripombe pri starem modelu in jih izpilili, da je sedaj že skoraj vse super. Resno, ko včasih na večerjah pademo v klepet z razvojnimi inženirji novih modelov, se pač pogovarjamo o vsem dobrem in slabem. In ko je beseda nanesla na Insignia, sem se vedno jezil nad prevelikim številom gumbov znotraj, zaslončkom med merilniki, ki je naenkrat znal prikazovati le 2 informaciji, ter volanom, ki je škripal vedno, ko si ga malo bolj konkretno prijel. Zdaj pa pogledajte tole. Armaturna plošča je čisto nova. Gumbov je malo, večina je lepo skrita v menijih, ker jih ne boste rabili preveč pogosto. Med merilniki je sedaj velik zaslon, ki sicer prikazuje hitrost, zraven pa še vse kaj drugega. Lahko porabo in ostalo, lahko pa celo navigacijo. In volan. Sicer ima še več gumbov za upravljanje med vožnjo, nima pa več tistih poceni plastičnih prečk, tako da je tudi med sunkovito vožnjo lepo tih. Pa še super sede v roke. Vidite, kako se stvari lahko lepo popravijo. Me zanima, če so tudi pri motorjih dosegli takšen napredek, ker v povprečju še vedno veljajo za dokaj požrešne, tudi če so tovarniške številke tako optimistične. Pri novem dizlu EcoFlex naj bi bila povprečna poraba celo samo 3,7 litra na 100 km, tako da res komaj čakam test, da tole preverim. Sicer bo v ponudbi kar 6 dizelskih motorjev oziroma različnih stopenj moči 2-litrskega agregata. Ker kupci večinoma izberejo dizelski motor, je takšna ponudba zelo pomembna. So pa tudi tisti, ki izberejo bencinske motorje in tukaj je več novega. Osnovni je še vedno 1,4 litrski turbo 103 kW, ki je zdaj lahko tovarniško tudi na utekočinjen naftni plin LPG. Potem je nov tale 1,6 litrski CD 125 kW, a ja pa 2-litrski 184 kW, to je 250 konji, in seveda OPC z 239 kW, to je 325 konji. Tudi najmočnejši model ima vse oblikovne novosti na karoseriji, hkrati pa dodelano podvozje, da je še bolj odzivan in hkrati udoben. Če kupite različico brez blokade hitrosti, gre lahko tudi 270 km/h, oziroma 265, če je karavan. Verjetno pomaga tudi dejstvo, da je Insignia najbolj aerodinamičen 5-vratni avtomobil na trgu. Insignia Tourer pa enako med karavani. Tiste, ki imajo vgrajen radarski tempomat, boste spoznali po malo spremenjeni maski s tole plastično zaščito in manj kroma. Vse Insignije pa imajo še vedno značilne LED luči, ki so že oddaleč prepoznavne. A ja, pa tole še ena velika novost. Imenuje se Country Tourer, v bistvu pa gre za razširitev ponudbe, za nov model. Višje od tal, serijsko ima 4-kolesni pogon, zaščiteno podvozje in razširjene blatnike. V tem segmentu sta zaenkrat samo 2 takšna avtomobila, no, mogoče 3, tako da je gotovo prostor še za takšno Insignijo. Cene v tem trenutku še niso razkrili, bo pa tole fin avtomobil za tiste, ki imate radi vse v enem. Pozna se, da je podvozje malo bolj čvrsto, tale 2-litrski turbo z 250 konji pa lepo potegne. Za takšne cestice vam ga ne bo škoda. In kaj lahko rečem po 2 dneh vožnje v tem novem okolju? Meni je bistveno boljše. Sicer je tale vmesnik še malo neroden, ampak omogoča res vse. Na zaslon lahko pritiskate s prsti, lahko se premikate s telegumbi ali pa s posebno ploščico, ki deluje kot računalniška miška, na njo lahko celo vpisujete znake. Tale sredinski zaslon ima 8 palcev, najbolj pa veseli, da so se Oplovci potrudili s povezljivostjo z mobilnimi napravami, tako da lahko poslušate glasbo z interneta, prejemate razne informacije o vremenu in podobnem ali pa le prostoročno govorite preko telefona. Tukaj se res pozna velik napredek v primerjavi s prejšnjo različico. In ko sem ravno pri primerjavi, razliko ceni praktično ni, dobite pa veliko več. Samo nekaj 10 € je sedaj dražja osnovna različica, ki stane po ceniku 23 350 €. Keys for you? Or for me? Nope. No?